V bližini Rožne doline je večstanovanjski objekt z razgibano zunanjostjo in nič kaj sramežljivo notranjostjo. Vsaka stanovanjska enota ima drugačen tloris in, ko k temu prištejemo še dvoetažnost, dobimo v stanovanjih celo občutek, kot da bi bivali v hiši. Hiša Belin je že od zunaj privlačna na oko, ni prevelika, ne premajhna. Pritegnejo njene čiste linije in izstopajoči detajli na fasadi, velika okna in prostorne terase. V notranjosti pa zdaj spoznajmo njeno vrhunsko bivalno izkušnjo in pomirjajočo tišino. Ana in Boris sta snovalca tele stavbe. Kaj bi rekla, da so njene glavne arhitekturne značilnosti, poleg elegance, ki je že navzven in zelo hitro vidna? To se pravi, jaz bi rekla, da so glavne kvalitete to, da v bistvu kot celota je objekt razdeljen na ta način, da vsakemu stanovanju omogoča svojo individualnost. Poleg tega je pa vsako posamezno stanovanje zasnovano tako, da omogoča lastniku oziroma stanovalcu kar največje udobje. Recimo v smislu prostornosti, svetlobe, fleksibilnosti, pa hkrati individualnosti z vidika ambienta, funkcionalnosti pa samega bivanja. Očitno je tale dvovišinskost veliko pripomore k občutku, da smo kot da v hiši. Torej, tudi to je bil namen, doseči tako stopnjo notranjega udobja in bivanja, da se počutimo z tem dupleksom in z neko vertikalno povezavo spodnje in zgornje enote popolnoma kot v neki vili. Dandanes je izbira dobre lokacije za gradnjo nepremičnine enako pomembna kot dobri temelji in materiali. Lokacija je dobesedno v neposredni bližini mestnega središča, kar nam omogoča dostop peš, kakor tudi s kolesom. Nam nudi tudi okolica veliko parkovnih in rekreacijskih con v smislu Rožnika in Tivolija. Infrastruktura je tudi tako opremljena z socialno mrežo šol, vrtcev, trgovin, avtobusnih postajališč in bližina avtocestnega obroča nam nudi neposredno dostopnost do izhoda na avtocesto. Smo pa blizu zelo frekventne ceste, ki se pa sploh nič ne sliši. Kako ste to dosegli? To smo dosegli z uporabo kvalitetnih materialov, predvsem stavbnega pohištva, potem zvočne izolacije med stanovanji in pa s kvalitetno vgradnjo, to se pravi s pravimi detajli. A se ta hrup kdaj tudi zmeri, koliko ga je, ko si enkrat noter, ko je vse zaprto? Ja, tukaj so dejansko mogli meritve ponavljati, ker so mislili, da je bila naprava izklopljena. Res? Je pa res, da tudi že objekt navzven hoče pokazati, da želi biti nekaj posebnega, ne? Cel objekt in fasada ima neko posebno zasnovo. Tudi objekt se imenuje Hiša Belin. In to ime izhaja v bistvu iz same oblike tlorisa objekta, ki ima obliko metulja. To se pravi, povezuje ga po sredini hodnik. Teh 8 stanovanj je pa nanizanih v 3 etažah okrog. In v bistvu, če bi pogledali tloris, bi videli metulja. Belin je tudi staroslovanski bog sonca in svetlobe, tako da to je bil pa še dodaten argument za izbiro tega imena. Toni, kaj vas je spodbudilo k temu, da ste se na svojevrsten način lotili projekta stanovanjske gradnje? Ideja gradnja tazga objekta je v bistvu rasla in se razvijala z leti naše nekako službene in profesionalne tradicije ali pa glavne dejavnosti našega podjetja, kjer se dnevno srečujemo z izzivi na trgu, z priložnostmi. Objekta smo se lotili z enim zelo preprostim v bistvu sloganom, da delamo, kot ga bi delali za sebe. S katerimi tehničnimi in prostorskimi rešitvami ste poskrbeli za to posebno bivalno udobje? Osnova je bila kvalitetna gradnja, zvočne izolativnosti, toplotne izolativnosti, zbor kvalitetnih materialov, da ne govorimo o visokih stropih, novih in modernih tehnologijah, kot so pametne inštalacije, potem izbor klimatizacije. Skratka, vsi prostori so opremljeni s klimatskimi napravami, prezračevalnimi napravami in je vsako stanovanje neka avtonomija za sebe. Svojevrsten pečat daje prostorom tudi parket, položen v ribjo kost. To je vzorec, ki ima prepoznavno dekorativno moč in se diskretno ponovi na zavesah ter v spalnici na hrbtišču postelje. Sama spalnica je ločena od bivalnega dela in je zasnovana tako, da ima vgrajeno stekleno kopalnico z vhodom iz spalnice.
Potem je tu še skrbno izbran utility kot pomožni prostor, ki je vedno umaknjen od glavnega dela, vsekakor kuhinje in bivalnega dela, pa vendar je pomemben za vsako družino, da se notri opravljajo vsa skrbna in čistilna dela. Kupci novih stanovanj velikokrat nimajo predstave o tem, kako opremiti dom. Z mislijo na brezskrbno vselitev stanovalcev so arhitekti poskrbeli za opremo interierja. Čeprav je vsako stanovanje zasnovano individualno, se določeni detajli v njih ponovijo. Ti dvovišinski prostori v teh stanovanjih, ki so na podoben način zasnovani s temi svetili, ki pač padajo v prostoru. Potem je tudi ozelenitev teh dvovišinskih prostorov. Potem so recimo te lesene letvice se tudi v nekaterih stanovanjih ponavljajo, keramične obloge, kar se tiče opreme, in pa kuhinje so tudi od istega proizvajalca na celem objektu. Prav posrečen detalj se mi zdi v keramike oblečen podest, ki vodi na stopnišče in bo verjetno služil kakšnemu posedanju, druženju. No, naj bi bil multifunkcionalen, torej za večjo skupino nekih gostov, se lahko, bom rekel, teatralno posedejo. Lahko je tudi kakšen domač ljubljenček, dobi svoj kotiček tam spodaj. Zdi se mi, da je tale kuhinja pravo srce celotnega stanovanja in zdi se, da ste tukaj bili še pa posebej pozorni na izbiro aparatov, materialov, na vse. Ta kuhinja je narejena prav za ta objekt, za to stanovanje. Kuhinje smo se lotili na osnovi naših izkušenj, na osnovi zdajšnjih materialov, uporabnih in trajnostnih in predvsem funkcionalnosti, ki je pač nek standard. Pri izbiri pohištva oziroma kuhinjskega dela smo uporabili keramični pult, ki je trajnosten, temperaturno odporen. Vgradili smo napo z izvlekom zraka navzdol, ki omogoča bistveno boljši izkoristek, omogoča bistveno čistejši zrak, boljše prečisti, predvsem pa omogoča čist pogled v prostor in ne omejuje komunikacije z jedilnim delom. Funkcija te nape je zelo enostavna. Ob prižigu stikala se pokrov zaščitni odpre in motor nape začne sesati zrak v prostor oziroma v filtre, ki so v spodnjem delu kuhinje. Lastnikom stanovanj se ponujajo praktične rešitve tudi, ko se pripeljejo v podzemno garažo. V garažnem prostoru je že zmontirana električna polnilnica. Torej, mislili smo za dobo 3, 5, 10 let naprej, ko se bo dejansko ta zadeva tako razvila. In ena ključnih stvari se nam zdi, ko se vrnemo s poti, da očistimo svoje vozilo, da očistimo svoj avto, in zato smo si umislili na skupnem parkirišču centralni sesalni sistem, ki omogoča lastnikom sesanje avtomobila brez dodatnih del. Da ovoj stavbe ne bi deloval preveč zadržano, so mu dodali elemente, ki so hkrati uporabni in dekorativni. Končni izgled objekta smo popestrili potem še z vertikalnimi elementi na fasadi, potem s koritik, ki so v bistvu individualno izdelana in so namenjena ozelenitvi, potem pa še z bioklimatskimi pergolami na terasah, ki v bistvu omogočajo tudi stanovalcem udobno bivanje na terasi. Tako bi rekel, da vas tudi skrbi, kakšna bo prihodnost objekta, ko bo enkrat polno vseljen. S to idejo smo se ukvarjali že, ko smo snovali objekt. Ena od naših ključnih idej in ciljev je bila ta, da bi objekt ohranili v taki kondiciji in v taki obliki skozi daljše obdobje. Zato smo poskrbeli, da smo zunanjost opremili sami. Pri samem vzdrževanju objekta in čiščenju pa smo prevzeli vlogo, da vzdržujemo objekt in čistimo v lastni režiji skozi naše podjetje in s tem ohranjamo visok nivo podobe, zunanje in notranje podobe objekta skozi čas.